Kad se mi to zna.
Pozdravljeni na srečanjih pod Slamniki v Slamnikarskem muzeju Domžale. S pesmijo otroškega pevskega zbora osnovne šole Mengeš, ki ga vodi Nataša Banko, smo začeli naše današnje srečanje, pogovor s skladateljem, glasbenim pedagogom, dirigentom, zborovodjo, glasbenikom, domžalskim kulturnim delavcem, Tomažem Habetom. Številnim priznanjem, med katerimi je morda še posebej potrebno omeniti nagrado Republike Slovenije na področju šolstva iz leta 1997 in leta 2002, posebno priznanje za pomembna umetniška dela na področju kompozicije. No, tem in še številnim drugim priznanjem je letos naš nocojšnji gost, profesor Tomaž Habe, priključil še eno pomembno prestižno priznanje, Kozinovo nagrado za leto 2014 za svoj zares obsežen skladateljski opus, ki ga sestavlja več kot 350 različnih skladateljskih del. Jaz mislim, da si nadgor poslušali nekaj aplauz. Mi se bomo pa prehodili skozi številne etape, dogodke njegovega življenja in jaz sem prepričana, da bova nocoj povedala marsikaj zanimivega. Prav pa je, da začneva pri koreninah. Zadnja pesmica, ki smo jo poslušali, 3 so bile, ena je nosila naslov Trata, druga Koprive, tretja je bila pa Moj očka. Ni bila izbrana naključno, kajti prav je, da pogovor začnemo pri koreninah, družini. Družina, iz katere izhajate, je družina z bogato glasbeno tradicijo. Pela je mama, jaz to dobro vem, ker sem imela čas, da sem ji prisluhnila še posebej. Potem vaš oče Stane Habe, mislim, da je bil prava legenda, dolgoletni direktor glasbene šole, zborovodja na vseh koncih, bivše še skupne občine Domžale. Mislim, da bi si zaslužil spomenik mogoče na kolesu, s katerim je prepotoval od Moravč do Mengša in vse še okrog. Skratka... Ne samo Moravč pa do Mengša, celo do Verna. Do Verna, no. Družina. Kako je to vplivalo na vašo odločitev, da se ukvarjate z glasbo? Saj ne vem, mislim, če je v družini glasba doma, večinoma vsi nadaljujejo pravzaprav tisto glasbeno tradicijo in tako je bilo tudi pri nas. Zanimivo, da po očetovi strani prej ni bilo glasbenikov, sicer sestra očetova je igrala tudi klavir, da je ohranjena celo slika, ker je igral oče klarinet, ona ga spremljala na klavirju. Vendar po mamini strani je bil pa stari oče organist. Preselil se je iz Štajerske na Dolenjsko, tam so sicer kmalu umrl, da sam te korenine so pravzaprav tudi nekako so vleke glasbene in pravzaprav za moje glasbeno izobraževanje je bolj zaslužna mama kot pa ata, zaradi tega, ker je prišel oče domov, tiste pol ure ali pa 1 uro, je moral biti kosilo na mizi, takrat sem jaz mogel nehati vaditi. Seveda ni hotel poslušati, je imel glasbe zadosti in mama je bila tista, ki je skrbila za mojo glasbeno pot in seveda tudi za sestrino, tudi za Minčično. A je bil oče strok? Ne, oče je bil... Doma? Doma je bil... Veste kaj? Pravzaprav je bil to človek 2 različnih polov. Zelo dobrodušen, zelo dober, sam do določenih stvari pa zelo strog in odločen. Še hujše je bilo, ker je pravzaprav ruski vpliv. To nekateri njegovi dijaki iz gimnazije se dobro spomnijo, če kakšni ključi so po zraku leteli, pa marsikaj drugega, tudi doma ni bil problem, če bi krožnik prijel, pa ga vrnil. To se tako, morda se enkrat spomnim. Bil je zelo naglo, okoli se je obrnil, se je zasmejal. V naslednjem trenutku mu je bil že žal za vse. Ki je vedel, da treba noga kopati. Izredno, mislim, da ne zaradi tega.
Ne zaradi tega, ker je bil po duši tak, da je praktično vsem odpuščal, nekako tudi marsikaj, veliko je dal življenje skozi. In pravzaprav v srcu ni gojil kakšnih velikih zamir. Tako kot bi mogla pravzaprav naša družba že enkrat preseči to, pa reči, dajmo živeti naprej. Krožnik je že padel na tla, zdaj gremo pa naprej, ne? Tako bi bilo. Ampak kje pa ni bilo popuščanja, recimo pri očetu? Kje je bilo pa tisto, kjer... Ja, eno takih nepopuščanja je bilo že to, recimo v času, ko sem bil pri Levih, takrat je bila prelomnica ali ostati na pedagoški plati ali v zabavne vode. Je rekel, oče, to je enodnevnica, takrat se je začel po Jugoslaviji hoditi. V službi ni pustil, da bi lahko si vzel prostor, ker takrat sem že učil, takoj po srednji šoli sem začel učiti. To je bilo prvo. Drugič, tudi ko smo bili v turneji po Rusiji s prijatelji, to je bila prva slovenska ekipa, tudi med počitnicami, imeli smo ponudbo za eno leto sigurnih koncertov, ker v tem mesecu, ko smo bili, smo imeli 34 Pa še dobro se je zaslužilo, ne? Dobro, ja, jaz sem pol parcele kupil. Takrat... Za hišo. Za hišo, seveda. Mislim, lahko bi vsaj eno leto smo imeli zagotovljeno, ker imam izrezek doma, da smo Slovenci, oziroma ansambel Drozjak, prijatelji, so vrnili ugled jugoslovanski estradi. Namreč to je bila ena taka resna skupina, dva filharmonije, Švartov Igor, ki je kolega moj dirigent v operi, tako smo bili nobenega penčevanja, kadila je samo Majda Sepetova, drug, ne, skratka, taka ekipa, da zelo spustili so nas v Arhangelsk, da to je njihova raketna baza in vojaška. In so nas svoje letalo smo imeli tist mesec, Jak, sicer Braco Korenov se je hecel, ki je rekel, to je tako, kot v Trzinu prišli na postajo, taka letališča so bilo, samo čakali smo, da bo kakšen krilo od aviona dol padel. No, ampak zdaj, ko si ravno omenil zabavno glasbo, ne, in tvoj nekak izlet vanjo, kar pomemben je bil, ampak treba je omeniti to, kar se dogaja zdaj pred nekaj dnevi, ne, Mladi Levi, ste se ponovno zbrali in nastopili. Tako bi rekel, so se ponovno zbrali. Ja, si bil zraven? Sem bil zraven, zato so kot gosti. Žena me je prepričala, veš kaj, če si bil, jaz sem že rekel, ne jem. Sem je rekla, če si bil ustanovitelji, pa pojdi. No, jaz žal pevca nisem, ker je Pengov preminul, je umrl, ker on mi je Odo Ireni pel, medtem ko da drugo je pel Bor Gostiša, potem sem bil jaz prisilen, da sem jaz sam pel obe skladbi, ki sem jih tudi takrat za Leve napisal. Skratka, nekako se ne čutim, se veste, če se po dve leti nista toliko dolgo doba in praktično smo tudi stilno, ko smo začeli, se je ansambel pravzaprav boril, da se je iz anonimnosti povzpel pravzaprav do vodilnega ansambla na pop sceni, ker pravzaprav še nismo rekli pop, ker se je igrala pravzaprav in popevke, ker smo hoteli popularni biti, če smo hoteli koncerte imeti pa dvorane napolniti, je recimo taka Travko Irgoli z nami pel, se še točno spomnim, Moj črni konj, recimo pol smo v Jaršah, recimo, ko je bila podelil športne razvedrilo, to je včasih sindikat organiziral v Domžalah, takrat je Cerar Romero, oče, dobil zlato priznanje, je bil tudi prisoten takrat in Marjana Držaj je en teden po slovenski popevki Poletno noč smo z Levi spremljali. Mislim, taka usmeritev je bila prva, čeprav smo tudi že igrali različno pop muziko, samo potem se je Levi so čedalje bolj se v ritem in blues, soul in pravzaprav špači džezovske vode, ko so enkrat pozicijo si to močno ustvarili. No, pa glede na to, da smo v Slavnikarskem muzeju, se mi je zdelo pomembno obuditi spomin še na nekaj, ki si igral, oziroma je bil ansambel, ki se je imenoval Slavnik. Točno, res. Moj kolega iz Domžal, Tone Avsecev, da je zraven igral, sam tam sem pa violino igral. In celo s Perom Dimitrijevičem, moram reči, da smo posneli tudi 2 kasete, bil sem tudi
z njimi na beograjski televiziji, smo za novoletno oddajo snemali. Tam smo resnično starogradske, mađarske, tako čist drugo muziko igrali. Vedno mi je bila ta folklorna muzika tudi zelo blizu. Zdaj sem opazila, da mi je vikanje že ušlo, pa bom nadaljevala kar na takšen način. Ni običaj, zato je bolj, da tudi danes se pogovarjava tako kot ponavadi. Omenjena je bila violina, ne? Ti igraš veliko inštrumentov, violina je bila tudi tista, ki je bila na začetku, ki je bila najpomembnejša, ampak vse skozi tudi nek problem, nek rešpekt, neka težava z violino je bila, ne? Ja, niti ne težava, sam se veste začeti z godalom, tudi moje hčerke sem navdušil za violino, oziroma so začele, pa morda sem bil premalo vztraje, da bi namreč, potem so drugi inštrumenti igrali, Katarina flauta, klavir, Barbara pa violončelo. Tudi jaz sem pravzaprav, ne da bi imel odpor, sam se veste, takrat ni bilo drugače, iz filca oziroma iz, kako se temu reče, tak žakelček smo imeli, ker smo noter inštrument spravili, in jaz sem hodil v glasbeno šolo, ravnatelj me pa je dol iz okna gledal in jaz sem tako violino lepo zadobavil se, pa sem tako le nosil, da sem malo brcov. Potem je pa rekel, kaj si pa delal, ker je pa violina izredno občutljiva, tak je kobilica gor, veste, in kobilica se je zlomila. Ja, mama je prah prisala. To je bilo, mislim, drugače pa, ker smo že na teh začetkih, takrat me je začel učitelj Lulc, da je bil ravnatelj glasbene šole, samo pa srečo, da je potem prišel Janka Črne, to je dedek od Eve, da je bil odličen pedagog in je imel njegov profesor, je bil tisti profesor, ki je mene tudi potem, pri katerem sem diplomiral, to je pa profesor, ki je učil Zima, Lorenca, skratka Leon Pfeiffer, vrhunski pedagog, bil rektor akademije tudi, tako da resnično on je znal in seveda bil tudi znal je pristopiti tako k damam, gospem in seveda tudi mladim nadebudnežem. No to, ker sem rekla, da bi bil lahko en problem, sem se spomnila, da si povedal enkrat, da pravzaprav tudi skladati za violino si začel šele zdaj, ker nekaj časa ni bilo veliko skladb za violino. Predobro jo poznam in ker sem v srcu pravzaprav po naravi melodik. Pri meni je melodija tista, vse ste mogoče opazili, tetrata, recimo, pospevnost, ali tudi če je šaljivka, recimo, to, ki je iz te zadnje zbirke, Gusarija, tudi še šaljivka ima določeno spevnost, jaz ohranjen na tem. In ker vidim to, godalo mora pet. Godalo je najbližje pevskemu glasu, pravzaprav izrazu, človeškemu dihati moraš z godalom. Skratka, zato sem se pravzaprav kar nekako ogibal. Šele v zadnjem času, letos pomladi, sem v godalni kvintet pisal za družina Avšič, da vsi so v filharmoniki ali pa v radijskem orkestru, vseh pet sem učil in so me naprosili, da sem delal in potem recimo Strune strasti, ki bomo letos upam slišali v odlični izvedbi študenta, to je tudi dogodivščina, namreč v Ricu sem v maturitetni izpitni komisiji in pregledujemo prijave. In jaz sem temu, ker je bil z mano solist s orkestrom, obljubil skladbo. Vidim napisano lepo prijava za maturo, Tomaž Habe, novo delo. Jaz sem bil preostanjen, da sem moral pravzaprav 14 dni potem, ker sem videl kot malo časa, to so predprijave, ki so zdaj drug teden že pregledujemo predprijave, recimo za naslednje leto, marca se pa dokončno prijavijo in takrat mora biti pa dokončen program. Obljuba dela dolg. Obljuba dela dolg in sem pisal. No in letos bo ta študent sedaj v Londonu študira in bo z domžalskim orkestrom igral Strune strasti. To skladbo, ki sem jo potem kasneje za orkester inštrumentiral tudi. Ravno je pa naključje, ravno danes zjutraj me je Sešek, Armin Sešek, odličen pedagog tudi klical, da bi zelo rad to skladbo, bo sicer šele drugo leto tiskana pri društvu. Sem pa rekel, je pa dokončan, zdaj dokončna verzija klavirskega in violinskega parta. Sem rekel, tem zdaj na šolo dal, ker bi pa rada za Temsik, to se pravi za tekmovanje republiško igrala hčerka.
Ampak med temi številnimi inštrumenti, ki jih igraš, kateri je pa tisti, ki je tebi najljubši? Za igranje ali pa morda na drugi strani za skladanje? Pravzaprav je zdaj težko reči, ker niti klavirje ne vadam, gledal sem velike probleme, zato sem tudi recimo, ker sem Nataši obljubil, da bom šel v Zagorje in sem svoje skladbe, moje skladbe so bile najtežje in sem mogel vaditi. Namreč, če nimaš kondicije, tako odrske kondicije, pa tudi pianistične, kar precej not lahko mimo zleti. In tega si pa ne smem kaj dosti privoščiti, da je zelo zoporno. In v Zagorju sem dobili zlato, zato sem danes tudi povabil. Napisal sem jim tudi novo zbirki, imajo svojo novo skladbico. Te koprive so prav temu zborčku posvečene. To je nova zbirka, ki nosi naslov Gusarji, ne? In je šla čisti pred kratkim, še diši, ne? Še diši, je bil sicer seminar že za pedagoge, zato smo tudi pohiteli. Jaz sem mislil prvo, da bo to ob obletnici 150-letnice šolstva v Domžalah izdano, no potem pa je pa sklad, ker so imeli že razpisan seminar, se je pa pohitelo in je tam tiskano v skladu. No, zdaj, če sva na začetku, pri tem bolj začetkih, kar se šolanja tiče, ne, morda vendarle morava omeniti nekaj najpomembnejših profesorjev, pedagogov, ki so zaznamovali tebe, ki so imeli morda res največji vpliv na glasbenem področju. Ja, imel sem srečo pravzaprav, da sem imel plejado odličnih pedagogov, tako kot sem pri violini že rekel. Pri kitari mi je Stanko Prek, ki je bil pravzaprav eno maskota in najpomembnejši slovenski kitarist, ko še ni bilo ničesar, pravzaprav smo s Šegulom, ki je bil v domžalski glasbeni šoli, smo skupaj začeli seminarje hoditi in začeli potem se učiti. Imam celo še danes je ohranjen posnetek z Big Bandom, tisti čas, ko je bil Žajfek v vojski, sem bil Spanish Eyes, ki je bilo treba v tercah igrati, pa Kajo, takrat je predvsem naravno zabavno, bolj pa akorde igral, tako da sem takrat posnel. No, tudi s tem sem se ukvarjal. To se pravi, kitaro sem prepekal, violino sem pri Pfeifferju končal. Srečo sem pa imel na teoretsko-pedagoškem oddelku, sem pa Jurija Gregorca za profesorja, no potem pa Blaža Arniča, ki je z svojo očetovstvo in pravzaprav je z enim širokim razumevanjem mi nekako odpiral glasbeni svet, vendarle po strokovni plati sem pa mnogo več potem pridobil pri Lucijani Moreju Škarjancu, kjer sem diplomiral, in potem kasneje pri Kreku, pri Urošu Kreku, kjer sem na podiplomcu bil. Zdaj, morda je, ker smo v Domžalah, smiselno, pravilno, da omeniva še enega tvojega pedagoga, ne? En veliki Domžalčan je bil tudi med tvojimi pedagogi, Aci Bertoncelj, in se mi zdi prav, da ga omeniva, ne? Ker je bilo tudi sodelovanje kasneje zelo plodno. To na vsak način, to je pa druga smer, ker sem zaradi dirigiranja se moral klavirja toliko igrati in sem prvo po Zdenki Novak študiral, potem pri Lovšetu, Janez Lovšet, to so bili sami vrhunski pianisti, in nazadnje pri Acetu Bertonclju. Z njim so veliko sodelovala, bila sva prijatna. Mi je tudi krstil, recimo, tudi tam skladba, ker tam sem razstavil tiste skladbe, ki so za godbo napisane. Nisem vsega opusa prenesel sem samo godbeni del godbenega opusa in otroško-mladinski opus vokalni. Ves ostali opus je še doma v omari, tako za mandolinske, za komorno muziko, za simfonično glasbo, za samospeve, za odrasle zbore. Tega je kar tiskanega, verjetno sem se ravno vprašal, ko sem šel, sem rekel, se nisem preštel, sem verjetno je okoli številka, saj okoli 100 del, ki je tiskanih. No in z njim sem sodeloval po Boemo, ki je pa spet vezana na Lera, ker je bila izredno popularna skladba. Sem napisal Fantazijo, ki smo jo na novoletnih koncertih slišali z Bertoncljem, in mi je bilo pa žal in sem popolnoma novo predelal in zdaj je letos bo išla. Lansko leto je bila v Cankarju izvedena z Violškim orkestrom, na letos je pa Cerknica izvedla. No in Aci je, ne, kljub temu, da je pravzaprav bil pianist svetovnega formata, ne, sodeloval s simfoničnim orkestrom Domžale, katerega ustanovitelj si bil prav tako ti.
In se je tudi dolgoletno, mislim, da do leta 96 tudi si ga vodil. Zdaj, to je nekaj, kar je bilo pravzaprav nekoč v tistih časih unikum. Noviteta, nekaj posebnega, novoletni koncerti, kajti to je bil malo drugačen simfonični orkester, ne? Ja, seveda, mislim, ko smo začeli, praktično nobenih novoletnih koncertov ni bilo. To se je, radijski orkester je poskušal nekaj, pa ni bil čisto novoletni koncert, sam tak lahkoten program, to je eno leto pred nami, sam potem so opustili to. No, mi smo pa za Helios, tovarna Helios, takrat je imela še velik posluh tudi za kulturo, je imela novoletno zabavo in takrat je bil solist Latko Korošec, Bukovčeva, smo spremljali, nekaj smo sami igrali, Lero Valček, to je bilo v Hali domžalski, in s tem to je bil začetek pravzaprav in nekakšna vzpodbuda za novoletne koncerte. In potem seveda se je to kar tradicionalno odvijalo, na kar so praktično je cela Slovenija povzela tako novoletne koncerte ali pa božične koncerte, ker sva s Karlom Leskovcem v cerkvi domžalski tudi prvi božični koncert imela, pa se je potem prijelo in je še vedno, se zborima še vedno, ni več vokalno instrumentalni, samo z orglami recimo, ampak v Sloveniji se je pa posod prijelo. Zdaj je to pravzaprav res razširjeno. Zdaj, če pogledava to tvojo pedagoško pot, je bila na nek način skozi celo vrsto, ne, bi rekla, od spodaj navzgor, od glasbene šole, na nižji ravni, srednje glasbene šole, akademije za glasbo, osnovne šole, skratka, tu je bilo delo na vseh koncih in krajih, vedno, včasih tudi se je prekrivalo več teh stvari. Ali rad delaš z ljudmi? Tudi danes smo tu obkroženi s temi, rekla, simpatičnimi pevci dveh zborov. Ja, mislim, da kdor ima pedagoški čut, pravzaprav vedno rad dela z ljudmi. In meni je bilo problem, sem tudi z vrtci delal, še vedno sem, zdaj sem že imel se zdaj 20 let, Ciciban Bojan pleše, Žirant in pomagamo usmerjati ta festival v Mariboru, tako da imajo, čeprav so Štajerci, pa zelo zaprti Mariborčani, sami imajo že nekako za svojega na tem področju. Zaradi tega ni naključje, pravzaprav, ker s tem sem tudi začel svojo kompozicijsko pot, recimo Katka brez copatka, te pesmice, prve, ker sem tudi, ne bi se rad hvalil, no sam veliko za najmlajše so pravzaprav vse moje besedila tudi. Jaz pesnikujem ali pa marsikero stvar tudi za učbenike, sem tudi sam pisal veliko tekstov, skratka, ali pa prevode in zato sodelujem od najmlajših tudi za Cicibane, sem za to predšolsko vzgojo, sem kar že nekaj seminarjev, celo referate tiskane. Sodelujem tudi s pesniki, zelo pogosto sem bil celo gost naše Oko besede v Prekmurju, skupaj z Lanščkom smo imeli referat, Anja, Štefan, skratka te Žmavčeva, Brina Žmavc, skratka v teh krugih. No, pa tudi z Tonetom Pavčkom, Nežo Maurer, ne? No, to smo bili posebni prijatelji, ja, ker smo praktično s tami pri učbeniku, ker imamo rdečo nit običaji. Tam je že Neža mi sodelovala, da mi je skladbice besedila pisala, no, s Pavčkom pa potem kasneje, ker so slovenska mesta, to je 4. učbenik za nauko glasbi, tam je pa seveda Pavček Piran, ker je zaljubljen, ker je v Solinah svoj vikend, Novo mesto, ker je po duši Dolenc, za te dve mesti mi je on napisal, medtem ko za Škofjo Loko, za Radovljico, pa Neža, pa Kraj. To so tudi kraji, kjer je ona... Kjer živi in gleda na stol in stolzič, to rada prve. Ja, mogoče je to čas, da pokličemo ali pa pozovemo še drugi zbor, zbor osnovne šole, otroški zbor osnovne šole. Dob, zakaj? Kajti med temi 3 pesmicami, s katerimi se nam bodo predstavili, Vrtnica, Gusarji in pa 3. pesem, nosi naslov Lepa je dežela naša, no in prav za to pesem je napisal besedilo Tone Pavček. Zbor pa vodi Karmen Banko.
zborov osnovne šole. Top. Midva pa naprej, morda nekoliko bolj resnemu vprašanju ali pa nekoliko nostalgičnemu. V Domžalah se je včasih veliko dogajalo na področju glasbe, tudi klasične glasbe. Imeli smo grobelske koncerte, bili so koncerti v Volčjem potoku, pri mnogih od teh stvari si tudi aktivno sodeloval. Nekako včeraj smo se pogovarjali, bil je eden od koncertov, glasbenih koncertov pri nas v Kulturnem domu, ki jih pripravlja
Mate Bekavac, pa smo razmišljali o tem, kaj se dogaja s klasično glasbo. Je klasična glasba v nekem krču, v neki krizi, nekako tega v tem razupitem, glasnem, potrošniško obarvanem svetu? Težko je to odgovoriti. Namreč, prvič, za tako imenovano klasično glasbo, jaz ne bi tega termina rabil, ker je pravzaprav ne predstavljal se, da jaz danes raj rabim izraz izpovedno glasbo. To mi je pomembnejše, recimo. Za izpovedno glasbo na eni strani je treba predizobrazbo glasbeno. Na drugi strani človek mora na ta koncert iti spočiti. Če hoče dojeti in doživljati to umetnino. Na tretji strani se je okus pokvaril. Od osnovne, tudi sam se v skladbicah pravzaprav deloma že prilagajam. Nekatere so bolj zabavo otrokom, druge so pravzaprav za eno umetniško doživljanje besede. To so pa poloma dve različni stvari, nekaj kot uporabna glasba, nekaj pa izpovedna glasba. In na en resen koncert iti, mora biti človek pripravljen na to, da uživa, ker drugače pa to samo formalnost. Hočeš reči, da so ljudje utrujeni? Jaz mislim, da so. In ta razkorak med glasbo, nekaj nas je seveda v društvu, ki smo tradicionalisti tudi. In ustvarjamo pravzaprav mene zmeraj po eno od skladb, ki jo tukaj seveda nimam, ker je komorna in nosi naslov Ad hominem. Čeprav je bila izvedena v Milanu, pa v Rimu, pa na Bledu so jo italijanski trio Allegro izvajal jo, kar pomeni ad hominem, pomeni za ljudi. Kljub tem je sodobno, jaz vedno ob sodobnosti skušam del melodike, del čustev, kaj ti umetnost brez čustev zame ni umetnost. Človek je, to je tisti pol človeka, ki ga človek rabi. Umetnost je tudi, žal si napačno predstavljamo, zame je umetnost tudi eno doživeta, zato pravim, pojte raj ljudske pesmi, ki so doživete. To se pravi, da jaz skozi tisto pesem, čeprav enostavno, začutim, kaj poje. Pa gre lahko potem za zelo zahtevno, pa gre lahko za simfonijo ali za katerokoli delo, ali čisto preprosto, sam doživeti moraš to. In zato moraš biti pripravljen. Zdaj pa, če je ljudska pesem, zato ni treba biti pripravljen, ker to v naših genih, to je del nas. In je dovolj, da sem prisoten, pa me to nekako ne polni. Medtem ko za eno resno glasbeno delo mora biti pa človek pripravljen, mora biti izobražen še ob enem. Samo, ni pa vedno to. Jaz se dobro spomnim v hali, ki smo jo otvarjali za mojo kantato Sreče umreti za svoj narod, kasneje je nosila naslov Tanja, so bili tudi borci noter. In kje so nekateri borci prvič so violino slišali. Takrat smo skupaj glasbene šole Domžale in glasbene šole Škofja Loka. Besedilo je pa? Besedilo so pa tri avtorji. Nazim Hikmet, to je znan turški pesnik, potem del, to se pravi, tiste, kot so od samospevi noter, je Karel Kušar, zborovske dele sem pa jaz sam pisal. Skratka, trije smo tekst pisali, in zanimivo je to, z violino ti ljudje nisem imel opravka, ker je bilo to hkrati otvoritev in taka. To je bila otvoritev športne dvorane. Ja, takrat je bila še večna, takrat še ni bila tako športna, kot je pravzaprav je bila samo prireditvena dvorana. Zelo, samo zanimivo, da mi je prišel tam en borc, v Kranjslen vas, jaz se nisem zapomnil, kdo je bil, in je jokal. Je rekel, zdaj mi je pa violina všeč. Mislim, on je doživel, ker je bila zgodba taka, da ga je potem bila muzika, čeprav so se takrat za tisti čas, recimo so se solisti, Stane pokojni Modec, pa Simčičeva, ki je solopetje v Mekšu učila, so se predpožali, da je to presodobno, da je to pretežko, pa vendarle so to zelo spevne stvari, da sploh temu, kar se danes poje in kar ustvarjam, seveda. Samo čas gre naprej, sam če je iskreno, pa vendarle ljudi prepričaš. Tudi, recimo, to je pa četrt ali pa pet element, če greš na koncert. Pa če je koncert vrhunski,
da pravzaprav nekje tudi s tisto vrhunskostjo in s tistim žarom in energijo, če je pristna izvajalca, potem te prepričam tudi. Če je pa koncert oprečen, pa ne bo še taka klasika, ne vem kaj, te bosti pa hladnega. Mogoče, če so še nekoliko aktualna, kakšno pa je tvoje mnenje o tej ideji, ki se tudi zadnje mesece nekako spet intenzivno pojavlja, da bi se glasbene šole ukinile oziroma ne bi bile več del javnega šolstva? To je grozljivka. Že to me žalosti, ker tukaj imamo Dovžalčana, ki je tudi si veliko prizadeval ob očetu v tistem času Mirosti Ploškovna, da ko se je zakon, tudi je bil zraven med pobudniki, pa žal so pokojni že Miro Hasel iz Kopra, Lado Golob iz Maribora, potem je bil Tercel tudi, Matija in oče so si prizadevali in seveda z veliko politično podporo, ki so je imeli, so dosegli, da so glasbene šole prišle pod plan osnovnih šol. In zaradi tega se je to glasbeno šolstvo tako razmahnilo in pravzaprav razvilo tudi s predprejšnjim ministrom. Praktično sem se vsemi ministri šolskimi srečal, od Zvera naprej Lukšiča do Celjanke, recimo, in ko sva z Lukšičem zadnje govorila, je rekel, jaz glasbene šole namenoma spuščam. Kajti, če bi ljudje vedeli, koliko pravzaprav glasbeno šolstvo ta del pogače tudi, bi šli v zrak. Zaradi tega, ker cela Evropa dosti manj za to daje. Samo na drugi strani. Kako pa smo Slovenci prepoznavni? Skozi besedo, skozi umetnost, skozi glasbo. Šport, seveda, ne rečemo o športu, nič slabega, seveda tudi skozi šport. Samo tisto, kar nas je Slovence ohranilo, je slovenska beseda in muzika. In mi smo bili nekajkrat smo bili korak, seveda v določenih momentih smo bili celo pred Evropo. Tisto, kar so naredili naši protestanti, to je bil korak pred Evropo, saj smo med prvimi prevod Biblije dobili, kar je Prešeren naredil, je nedvomno evropsko in tudi glasbeniki, recimo, smo sicer zaradi oddaljenosti malo v zaposlitvi. V preteklosti je bilo to, mi smo imeli intelektualni potencial. Danes je ta intelektualni potencial tako majhen. Namreč, ker včasih je bil vsak intelektualec fakultetno izobražen, tudi izobražen na literarnem, na glasbenem. Skratka, to širina je bila. Danes pa poglejmo te kame, ki so, kam pa prisegajo na Karmen, tam se pa konča ves umetniški razvoj vseh teh menedžerjev in vseh ostalih in tudi vsi menedžerski koncerti, pa vse to gre vse v zabavno smer, od klasike pa nekaj ari, ki so zelo popularne, potem se pa tudi vse konča. To se pravi, nimamo tiste širokega zaledja, praktično zgubili smo tla pod nogami. In zaradi tega je taka kriza. Ni kriza v drugih stvarih. Kriza je v načinu življenja, kriza je v dojemanju stvari, pa čas. Čas praktično vse paše. In to je problem. Za te stvari se je pa treba čas vzeti. In tudi vidimo, jaz dosti hodim, seveda imamo v Ljubljani, v operjah, obeh sem v umetniških svetih, tako da vse premiere in vidimo, da ne vidimo politika nobenega. Celo varnico imajo zastonj stopnica, pa jih ni. Ja, to ti lahko z prve roke povem, da velikokrat je problem tudi v tem, da so pri nas se dela zvečer. Jaz, ko sem bila na Švedskem, parlament po 17. uri popoldne ne dela, ker so rekli tam, da želijo, da so ljudje doma s družinami in pa, da se ukvarjajo z drugimi stvarmi. Pri nas se pa dela cele večere, noči in tako naprej. Sam med. Je verjetno dopoldne že vse dogovorijo tisto, kar je potrebno, ne obnavljajo pa tistih stvari, ki jih kar naprej, če kdo, žal smo vsi vklopljeni to, vse to, skega poslušam tudi te stvari, recimo, sam neproduktivno je. Mislim, da... Absolutno se strinjam. Pedagoško
glasbeni pedagog, zelo pomemben, rekla sva na vseh teh nivojih, ampak torej so tudi tvoje knjige, številni nauki o glasbi, številne knjige z področja glasbene teorije. Zapomnila sem si, da imaš najbrž največ učbenikov o solfeggio iz celega sveta v svoji zbirki. 74, a je že kakšen več? Ne, nisem zaključil s tem. Sam drugače, če hočeš to področje, ki je izredno zanimivo in specifično, kajti v končni fazi si le otrok tega sveta, ki ga živiš, tega območja, teh genov, ki jih imaš, in tudi vsi ostali imajo to, zato sem izhajal iz ljudskega gradiva in ljudske melodike. Kljub temu, da sem pa spoznal od Hindevidovega solfeggia do, ne vem, George Karp, romunski, pa Edlund, Lars Edlund, švedski solfeggist. Mislim, vse sem, kamor sem šel, sem si skušal prinesti učbenike in preštudirati doma, kajti sorazmerno pozno sem se lotil. Za nauko glasbi, za nižjo šolo, seveda sem pa čisten svoj pristop, bil sem pa prezahteven. Zaradi tega so recimo zdaj, bi moral, pa nisem, ker sem začel bolj intenzivno komponirati, se nisem več s tem ukvarjal, ker bi jih mogel pa poenostaviti, ker ko se je spreminjal učni načrt za glasbene šole, se seveda pol stvari se jim je zdelo, da ne bomo otroke matrali s tem. Samo v resnici praktično otroci ogromno lahko sprejmejo, problem je pa v tem, ker pedagogi ne sprejmejo. Oni so zabetonirali tisto svoje, kar so se enkrat naučili, tukaj postajamo in je to problem. Tukaj jaz vidim večji problem, kot pa v samih otrocih, ker otroci izredno hitro dojemajo in drugače dojemajo, kot pa odrasli. Recimo, zame brez parlata, ki ga cel svet priznava, to je branje notnega teksta, ne da poješ, ampak da hitro note bereš ritmično. To je cel svet, to so Francozi uvedli, to je nuja. Pa se vendarle, jaz sem tukaj začel prve poskuse v nauko glasbi za nižjo, pa se ni prijelo, recimo. Nekako, čeprav na srednji pa ustrajamo, tam se je pa prijelo. Jaz tukaj za tist, kar gre od nižje stopne, to se prav od 8 let naprej, ni tukaj razstavljeno. Tukaj gre samo za otroške pesmi, pa za nižjo glasbeno šolo učbeniki, tam je pa za godbe, recimo ravno zdaj, ker sem eno bero delal, ker je ta zadnja edicija, ki se je tiskala, to je uvertura 1840, prvič bo letos izvedena za 90-letnico Cerkniške godbe, sem me prosil, da napišem, vzel sem 3 motive iz Frana Germiča, zato ima tak naslov, 1840, to je njegova rojstna letnica. In ko sem šel skozi, sem gotovo, da imam 42 del za godbe, napisana samo za godbe, recimo. Tudi si častni član domžalske godbe, letos so podelili, pa ne zato, ker si tudi vedno v žirijah strokovnih in upam, da ne, samo zato. Ne, v žirijah skušam biti čim bolj objektiven in samo vesel, kadar jim uspe pravzaprav tako zaigrati, da sem zadovoljen, da zmerno vestjo, namreč se najvišje ocene nisem imel, ker skušam biti vedno objektiven. Sam moja ocena pa vendarle vedno ostane v tistem, ker najvišje in najnižje se odbijata. Tako kot pri smučarskih skokih. Ja, ker je mednarodna žirija in 5 ocenevalcev je in se najvišje in najnižje odbijata. To se pravi, če imaš visoko, če bi preveč dobro oceno, odpade. Odpade ocena, tako da nima smisla, da je boljše, da si realen. Je pa, seveda so oscilacije, tudi tisto, kar vidim tako Janeza Pera, isto so Mengšanje, da se tudi, takrat so moje, mislim, celo moje simfonijo Karnili igrali na tekmovanjih, vem, da je bilo, recimo. Isto, mislim, vse pol bi lahko, zdaj mi praktično že celo Slovenijo poznam, v vsakem orkestru, sami 2-3 dijaki ali pa študentje sedijo tako kot v filharmoniji, kot v radijskem, kot v operi, obeh operah pravzaprav ni in tudi obe današnji dirigenti, ki sta bili moji učenki na srednji. Tako da
ogromno sem teh dal. In tudi sodeluješ, ne? In tudi sodelujem skozi in sem skozi prisoten, mislim, ker meni je ta oseben stik je zelo pomemben. Pri muziki je dosti krat tako, recimo, za primer, meni žena prav, ja pa, a se moraš jeti na vajo, pa tisto tam zraven razlagati, se sem note. Ne samo, recimo, jaz sem jim polje razlagal, poglej, ko je Libič, zadnja skladba za violončelo, simfonični orkester, sta praktično 14 dni vsak dan po 3 ure s Karmen Pečarjevo sedela in ustvarjala part. Žal je to tudi dobro, da je skladatelj zraven pri prvih postavitvah. Vse potem se nekako se ta manira skladbo spoznajo, so lahko različne izvedbe, sam tiste osnovne stvari, ki si jih pa prvič postavil, pa ostajajo, ali pa celo jaz pri skladbah, ko jo napišem, zelo rad jo dam v predal za nekaj časa. Kajti, se je tudi žena tudi prav, ja ti boš kar naprej popravljal. Ne, sam je tako, da skladbo, recimo, tako slišiš, tako doživljaš, čez čas pa, ko dozori, pa ko vidiš, bi jo pa še spremenil. To je... No, ampak med temi mnogimi številnimi tvojimi učenci in učenkami, ne, mogoče bi se pohvalil s kakšnim ali s katero. Mislim, da se kar povsod, ne, ker po celi Evropi bi jih lahko našli. Ja, zanimivo, recimo, da imam na področju roga, da je tukaj sem tudi najbolj ploden od Narodne skerco, koncert za rog, Cvetovi končelin za glas in rog, skratka, veliko skladb. Moram reči, da kar 3 generacije hornistov, listi spominske knjige, je ono tako, ki recimo je od Lipovša Boštjan, ki je zdaj profesor na akademiji in v Zagrebu. Sem ga takrat tudi celo rešval iz težkih situacij, ki je bil na šoli, ker hornisti bil odličen, samo drugi problemi so bili in sva velika prijatelja. Ker jaz vsakega dijaka gledam pač skozi njegovo možnosti, skozi njegovo, pravzaprav, tudi poustvarjalnost, skozi vsak je drugačen, s tem moramo računati, glasbeniki so sploh drugačni. In vedno moraš dobro besedo reči, se je potem dobro z dobrim. No, potem Andrej Žust, ki je zdaj član berlinskih filharmonikov, je ravno tako z mano 3-krat solist bil z orkestrom, ker sem začutil ta potencial in moja skladbo igral, ravno tako sedaj je pa nov žal Ogrič, tudi odličen hornist in zanimivo, vsak je na 10 let. Generacije 10. Če mi bo čas dopuščal, zelo me drži, da bom napisal knjigo Koncert generacij. Namreč, ker je toliko zanimivih teh ali družinskih godb, recimo Hriberniki, praktično sem cele družine, 5 Hribernikov je bilo od dirigenta Marka Hribernika do Elene, ki je v Švici, do čelistke, do žene Ote Pesnare, ki je violinistka. Skratka, vse sem učil na tej stopni. Potem so navešniki, so 3 filharmoniji, ena v radijskem orkestru, ena je direktorica glasbene šole na Vrhniki. Potem Avšiči, ki sem že prej omenil, jih je 5, ki jih je bilo in vsi so bili v mojem razredu, tako kot solfeggio ali pa v orkestru, recimo. To je bilo eno od poglavje, to se pravi taki družinski, potem eno poglavje vsi solfeggisti, ki so zdaj na akademiji, pa jaz nisem šel na akademijo, ker se mi je zdelo, da bolj uživam v tem neposrednem, sem na akademiji sicer učil, samo vedno jim je bilo, strokovni predmeti so jim bili nekako odveč. Glavni predmet, ja, te strokovni predmeti, ki sem jih pa jaz, to se pravi ali solfeggio, ali harmonija, to je pa odveč in ne delam rad s prisilo, jaz delam z ljubeznijo in želim, da tudi je ta odziv z ljubeznijo. In sem tudi vsakim, ki je prišel, recimo, tudi temu novemu dirigentu, ki sem ga imel domžalskemu, ki sem ga imel na akademiji, je tudi Prešernov nagrajenec, odličen pianist, je bil pri drugem, ki je končal, da sem rekel, prvo je, kar moraš pristop ljudi in ljubezni. Recimo, ali pa tudi Simon Krečič, ki je zdaj umetniški povedal v Mariboru, je bil tudi solist z menoj, da
igral je Varšavski koncert, tako kot Aco Bertonslava, z nami. Tudi on ima odnos zaradi tega in to je nuja. Če hočeš spet kot dirigent, jaz sem vsakam rekel, računaj, da imaš pred sabo akademske glasbenike, ki po 20 letih izkušenj z velikimi dirigenti, ki so jih imeli pred sabo, vejo dosti več kot ti. Ker si pač doštudiral zato, da si vodja, da jih boš usmeril, da boš vodil, drugače pa prisluhni jim in se pusti včasih tudi kaj podučiti, potem boš dobro vozil lahko. Drugače pa težko delati, če tega odnosa ni. No in teh imen bi lahko seveda še našteval od Šparovca, zdaj v Nemčiji študira, potem recimo od Kozmosnine, ki sem je delal vse na YouTube je posnetek, so še s Varaždinami za note pisali, ker sem delal Gadeja, tango fantazij, žalozij, za njo namensko smo takrat so bili evropski, vsi ministri za šolstvo, smo v Unionski dvorani, na koncert so bili navdušeni, recimo sem izkladal, da Patrika je bila solistu, snemala me je tudi naša mesta zraven. Tako da veliko je teh imen, ki bi jih še lahko nastavil, tudi moj zet, ne Slovenija, ker je sta partnerja s Katarino, da je bil tudi moj učenc Rok. Ja, Rok in zanimivo, recimo, Janja se vedno nasmejeva, ker prav edini predmet, ki se je učil, je bil pa solfeggio, pa odličen poslušam, ker moje metode so bazirale ne samo na tem, da je treba solfeggirati, ampak je treba tudi stvari razumevati in to pa ne gre brez treninga. In rekel, edini predmet, ki se je učil, in tudi je rekel, mislim, to je pa zame velika pohvala, ki jo je rekel, kar sem se solfeggio naučil, sem se na srednji naučil. Bi mogoče kdo od vas želel kaj prispevati k najnemu pogovoru? Ima kdo kakšno vprašanje, kakšen komentar, pohvalo, karkoli? Izvolite. Samo pohvala, jaz se tudi popolnoma strinjam s to vašo zadnjo izjavo. Jaz lahko tudi rečem, da kar sem se naučila, sem se prva. No, to je z prve roke. Je bilo to res? Ja, sem bil pa strok. Ampak vse je obrestovalo. Namreč pri strokovnih stvarih ne more človek popuščati. Ne smeš, čeprav sem po naravi jaz površen. V čem recimo si površen? Ne pospravljaš za sabo? Ja, moje delo za sabo boš, da ne pridete. Ja, ker imam zmeraj zanimivo, namreč, ker pri meni se to dogaja, da so ponovadi 3-4 stvari hkrati. Zdaj recimo, v tole uverturo, pa sem pa zanjškal seminar, v Cerkvici so pa prosili, veste kaj za skupno pesem, bilo pa krasno. Kaj bilo treba vložiti? Pa sem tiskal pustil, pa sem eno in mi tem iz Cerkvice ljudsko napisal, pa sem tam zdravo lepo, pa me ta kliše pa to, pa neki spet. Tako, to je ena plat. Mislim, to je del potez, ki jih imam verjetno tudi po očetu. On v takih površnih stvarih, recimo, kad je torba, ker ne bom nekoliko smo se smejali. Ja, torba. Pa mu je bilo naroden, pa je v torbo dal šopek z nagrni. In jaz seveda ta šopek ali domov imam prinesel, ali pa kakorkoli ga je že, pač niso je tako šopek. Stanil v kakršnem... Kakršen je bilo. Je potem ta šopek preromov domov. To je tak... Ampak, ker si rekel, da si očetu podobana, se ti tudi spi že kaj tako... Mislim, da to je tudi nekaj zelo, kam nihče ne bo pozabil. Mislim to, da jaz, dokler sem aktiven, sploh ni problem. Jaz včasih opazujem, ko prihajate v kino, ampak nisem še videla, da bi se ti... Ne, nikoli. Tisto ne, nikoli. Tudi na koncertu moram biti res že zelo utrujen, da pridejo, ker se stvari zgodijo včasih nekaj preveč. Sam drugače pa tega ni. Seveda, če mi pa ne zanima, se pa nekako umaknem, potem pa me ne zanima. Na srečo imam to kontrole doma, 2 psihologini, žena in hči, tako da vplivata. Seveda, redko kdaj, ker je pa danes sklih tak razgovor, moram tudi to poudariti, seveda klima jaz ustvarjam seveda sam. Sam zelo redko se spravim ustvarjati, če žene ni zgoraj.
To se pravi, v stanovanju mora biti v kuhinji prisotna ali v zgornjem delu. Muza. Ni ravno muza, mislim sam navezan sem recimo, da imam in srečo imam, da imam tako topel dom, tako krasne hčere vse, da lahko človek ustvarja. Recimo, to je zelo pomembno. Imam kolega, ko sem bil še načelnik, ker sem bil praktično 20 let načelnik oddelka, pa je kolega rekel, ja pa to, pa otroci, pa god sem rekel, da bomo mi rešili, pojdi otroke v redi, ki je imel mečkene še otroke, bomo že mi na oddelku to uredili. Jaz sem to razumevanje, žal dokler sem ravnatelj tak imel, da se je dalo na ta način človeško stvari urejati, smo lahko, žal zadnjim ravnateljem tega nismo mogli več, zaradi tega mene so dijaki še prepričevali, da bi še ostal, bi tudi sam v pedagoškem let še nekaj ostal, ker sem med mladimi zelo rad, to je lepo, to je pozitivna energija, samo zaradi razmer in odnosov, ki so se pa povsod, to se ni samo pri nas na šoli, to se je pa v vseh delovnih organizacijah, povsod se te odnosi krhajo. In pravzaprav ni osebnega, ni pripadnosti. Jaz tudi, ko sem bil v svetu RTV, sem jim rekel, kako boste, če ne čutite pripadnosti, kako boste? Zaradi tega recimo tudi Maribor kot opera dosti bolj funkcionira kot Ljubljana. Štajerci imajo veliko pripadnost. Tudi za opero, ne samo za dokument. Veliko mladih obiskuje tudi te predstave. Medtem, ko v Ljubljani je pravzaprav nekako makano in tudi izvajalcem nikaj preveč ne čutijo, da so del te hiše. Služba. Služba, ja, to je žal. Še kdo, mogoče? Izvolite. Jaz sem pa članica simfoničnega, nekdanja članica simfoničnega orkestra Države Kamnik in imam res zelo lepe spomine. Všeč so bili različni stili, ali so bile enkrat popevke, Tomaž Denice, Tomaž Pengov, Majdarka, potem operne arije, spet nekaj lepega, sami znani operni solisti so prišli, potem Aci, Marko Zupan, so igrali res zelo dobro. Ampak luštan je bilo pa pol, ko smo se pa vedno res družili. Kljub temu, da je bilo naporno, ampak po koncertu je bilo vedno žur. Tega zdaj manjka, ne? To ste hoteli tudi povedati, mislim, da se strinjamo s tem. Družabna plat je bila pomembna, ne? In ti si družaben. Jaz sem družaben, samo danes recimo ravno zaradi te družabnosti, ker jaz vem, da je to tudi del tega procesa. Če si v eni skupini, moraš to v zakup vzeti. Ne moraš se iz skupine odvojiti, moraš biti z njimi. Rad sem včasih, ne pa vedno. Danes mi za to energije manjka. Jaz bi samo strokovne stvari bi še počel. In ravno zdaj me snubijo ljubljanski veterani, pred temi dnevi sem bil na koncertu, ker prvi dirigent, ki je bil Zupan Alojz, so bila velika prijatelja, tudi pomlavna razpoloženja, skladba, ki je bila leto za prvo kategorijo tekmovalna. Nadal sem njemu po svetu, ker je prezgodaj umrl, dolgo časa sva bila prijatelja, celo ko sem to Bogan prevzel za Adamičem, Veseli Tobogan, je Vuj pa ostali radijski izvajalci, ki so bili iz plesnega pa iz simfoničnega orkestra, so takrat mene prosili, so poznali, da sem na tem področju delal, smo postali še bližji prijatelji, se so moji, takrat na moji 50-letnici je cel ansambl Veselega Tobogana tudi igral. Pravim, to je, zdaj, če se vrne k veteranom, on jih je ustanovil,
umetniško izredno vodil, in me zdaj prepričujejo, zdaj so dva dirigenta že zamenjali, me prepričujejo, da bi prevzel, vendarle ravno zaradi teh obveznosti, ki potem pa zraven pridejo. Jaz samo vodenje, pa umetniško, pa izbor programa, pa to ni problem. Samo vse ostalo, ki pride, pa hoče, če en ansambl hoče, da živi, pa gre na to preditev, pa tam pa je ta pasja procesija, pa tisto, mislim, ogromno stvari, zraven se nabere. In jaz nisem navajen, da bi zdaj pa nekoga rekel, no pa kar pejte sami, jaz bi še šel vedel zraven. In to me malo skrbi, ker bi bilo preveč. Ne to, da so veterani. Ne, kje veterani, ker veterani so v najboljšem pomenu besede, saj recimo igra prvi klarnetist Filharmonije Goričar, profesor na akademiji, potem so, mislim, en kup Pok, recimo, potem profesor Grčar, ki je bil tudi z simfoničnim orkestrom na Žale Kamnik, solist pa Stanko Arnold, recimo, vsi ti igrajo, mislim, je ogromno, to so profesionalni glasbeniki, ki so zaključili svojo kariero, sam ker so resnično s srcem igrali, v svojem poklicu, radi še malo igrajo, seveda je treba primeren program izbrati, ker je kondicija tisto, kar je bolj problematično, skratka, to mi je večji problem. Zdaj, če sva začela s koreninami in družino, pa še zaključiva s tem, nekaj si tega že omenil, kako spodbudno je, če slišiš, da je hiša polna, da žena pospravlja, ti pa skladaš, ali pa da kuha, ampak zdaj me zanima, a raste tudi rod naprej, kako je pa pri vaših tam mladih, Ti si sodeloval s Katarina, tam je bila Katarina, potem kako je pa zdaj, vidiš naslednike, so nasledniki, jih zanima glasba? Glasba jih na vsak način zanima, imajo velik smisel. Jani je celo rekel, ker ima Jani bilo tudi absolutno posluh, da ima Tajček, pravzaprav starejši sin. Rokov in Katarinin. Ja, prav, da ima absolutno posluh, sam fant je tako kritičen do muzike, poleg tega pa z drugačno muziko raste, kot bi mogoče v moji... Koliko je zdaj star? V tretji razred hodil. V tretji, medtem ko najmlajši si bil prej mladi tam, tudi pa je že šel, ker bi zdržal. Da je pa srček moj, na katerega sem strašno navezan. On pa že poje lisič, kaj je, teksta malo zmanjka, pa spet malce melodijo, pa točno zapoje, mu nekaj mesecev manjka do 2 let. Pol tisto pesmico, ker je bila za Tajčka še napisan din dom, je kdo doma, Tajček na vratih se s soncem igra, din dom, zvonec zvoni, nonica hitro mi vrata odpri. Se pravi, so najprej so tvoje včere dobile pesmice, Katka, Brecopantka, Barbara. Pesmice za Barbara, ja. Pesmice, zdaj tudi vnuki že dobivajo pesmice. V zbirki, ki je pri mladinski knjigi šla pisana Račka, so vnukom namenjene pesmice. Torej, lahko rečeva, raste nov rod. Ja. In se moram pohvaliti. Golobo habet. Ja, ne, tudi po drugi strani. Druga stran? Barbare, da ne boš krivičen. Ko sem bil v Južnej Afriki, da smo bili povabljeni na brazilsko ambasado in sva z Nilom igrala z ambasadorko 4-ročno. Tisti čas, ker sem bil dol, sva se malo učila, Yellow Submarine pa Jingle Bell. Se naučila pa eno slovensko narodno in sva tam na ambasadi tudi igrala in zdaj klavir se učim. Evo, nov rod, mi dva sva prišla, jaz mislim, da nekje do konca. Hvala za nocojšnji pogovor, hvala, da ste bili z nami in ker je bilo danes večkrat omenjeno, ste vsi tudi vabljeni na druženje po pogovoru, tako da tisti, ki imate še kaj energije in moči, res počakajte in se lahko še malo družimo in pogovorimo. Mislim pa, da bodo zborčki še eno zapeli, če so že tako dolgo čakali in poslušali. Vas moram pohvaliti, pridni ste bili. Ni tako preprosto tole poslušati za vas najbrž, tako da mislim, da nas čaka še ena pesmica, ki smo si jo vsi skupaj zaslužili. Jaz bi se s prvodkinjam najlepše zahvalil.
Nataši je rekla, da ima pesmice za Barbaro Erasmus zadnje izvode že zelo zdelano, da kliče po... In srečo imam zadnje izvode, še nekaj jih, ker to sem v sadni založbi izdal, je pa še delček nostalgije, kjer je Napredek Domžale, takrat so podprli kot sponzor to izdajo, to zbirke. In Nataša, hvala lepa. Karmen, ker pa ima še čisto novo zbirko, bom pa tudi najlepša hvala, Karmen. In seveda vam, otroci, no, bomo pa še eno pesmico, kdor je bil na proslavi, je slišal, otroci je zelo radi pojejo, naslov je Sončna, besedilo sem tudi sam pisal, jo boste pa leto slišali za vsem, če je november ali pa december, kjer bodo tudi na Miklavževem večerju oba dva radijska zbora in simfonični orkester Radio Slovenije. Pa lahko nekaj drugega. Together.
Simfonijo Karnijoli, ker jo praktično stotnili bodo zdaj snemali. Ne vojska. To bi moglo oboji. Zelo zahtevno. Pravi, da bi tudi jaz igral v glasbi? Ne. Ne pravi, da tu je. Mislim, po njemu. Sem različen, če bi kar drugega ne vem, kaj bi. Mišel sem nekaj